Lepo pozdravljeni. V novomeškem šolskem centru so v navzočnosti predsednika vlade in šolske ministrice uradno predali namenu 4600 kvadratnih metrov velik prizidek, v katerem izvajajo višješolske programe. Za delo so odšteli 6,5 milijona evrov, še milijon za opremo, naložbo pa sta krila ministrstvo in šolski center. Za prizidek so si prizadevali dobrih 16 let, je v nagovoru izpostavil prvi mož šolskega centra Štefan David. 8 let smo potrebovali, da smo dokumentacijo in finančne konstrukcije uredili. Seveda v 8 letih smo ga pa skupaj z ministrstvom počasi tudi dokončali. To je izrednega pomena za šolski center, kajti v teh prostorih so svoje domovanje pridobila višja strokovna šola z 7 programi in drugo, kar je zelo pomembno za dijake srednjih šol, da smo popoldansko izmeno premaknili na dopoldanski pouk. Gradnja do podstrehe se je odvila dokaj hitro, nadaljuje David. Potem pa smo postopoma v 4 fazah vsako leto uredili po eno izmed etaž in danes smo zaključili oziroma začetkom tega šolskega oziroma študijskega leta smo zaključili investicijo z ureditvijo kletnih prostorov in velike predavalnice v tem prizidku. Na začetku je višja šola delovala v prostorih obstoječega šolskega centra. Ključno je predvsem to, da smo dobili dobre prostore in boljše pogoje za delo, zlasti za specialne laboratorije in pa kvalitetne predavalnice. Dodali so pa še laboratoriji, ki imajo velik pomen, predvsem za predavatelje. V novih prostorih, ki so tačas že vsi polno zasedeni, izvajajo 7 višješolskih programov. Elektroniko, informatiko, kozmetiko, lesarstvo, strojništvo ter varstvo okolja in komunala obiskujejo tako redni kot izredni študentje, medtem ko program logističnega inženirstva poteka le v obliki izrednega študija. Prav tako v prizidku poučujejo predmete srednje zdravstvene in kemijske šole ter nekatere tehničnih smeri. V novem prizidku so precej boljši pogoji za strokovno in pedagoško delo 15 zaposlenih na višji šoli, približno 30 tistih, ki poleg dela na šolskem centru dopolnjujejo svojo obveznost še na tej šoli, ter 45 zunanjih predavateljev. Rednih študentov imajo ta hip 505, izrednih 280, 120 jih je tik pred diplomo. Prostorsko seveda ne more biti nobenih težav zaradi tega novega prizidka, v katerem je 18 navadnih učilnic, pa 3 računalniške učilnice, pa potem specializirani laboratoriji za vsak predmetno področje, katerega izvajamo. Smo s tem traktom, torej s temi novimi prostori, močno izboljšali tudi organizacijo celotnega študija, zaradi tega, ker v preteklih letih se pač zaradi prostorske stiske študij moral izvajati tudi ob sobotah, medtem ko letos ali pa v teh letih, ko smo se preselili v novi trakt, se ob vikendih izvajajo samo laboratorijske vaje v podjetjih, ker se seveda med samim delovnim tednom to ne da. Forjan neskromno pove, da imajo najboljše prostorske in materialne pogoje za delo med vsemi višjimi strokovnimi šolami pri nas. Kot sem že omenil, imamo specializirane učilnice za izvedbo kozmetike, potem imamo tako laboratorij za izvedbo programa mehatronike in elektronike, pa za celotno predmetno področje varstva okolja in komunale, v šolskih delavnicah oziroma v medpodjetniškem izobraževalnem centru, pa so še specializirane učilnice za področje strojništva in za področje lesarstva, tako da naši študenti se res rabijo posvetiti samo študiju, vse ostalo je poskrbljeno. S tem se strinja tudi študent Klemen Božič. Sem vedel, kakšen študij v smeri informatike, programiranja, tako da mi ni žal, da sem se odločil za to smer informatike. Za prizidek so odšteli 6,5 milijona evrov, milijon pa še za opremo. Naložbo sta polovično finančno pokrila ministrstvo in šolski center. Zakaj je bilo pomembno, da smo sofinancirali 2,5 milijona evrov? Višješolski del, strokovni višješolski del, pravzaprav ima enega od ključnih zametkov prav v tej regiji,
v novomeškem osrčju in želeli smo, da seveda glede na to, da so potrebe v gospodarstvu, da je tudi velika stopnja absorpcije teh mladih virov prav v okolju, da podpremo tudi višješolski del oziroma sploh šolski center za namen, da še bolje in tudi aktivneje, aktualneje povezuje svoje programske vsebine z namenom čim hitrejšega vključevanja mladih na trg dela. V teh prostorih se že vrsto let izobražujejo generacije naprednih podjetnih Novomeščanov, Dolenjcev, Belokranjcev in Posavcev. Iz tega bazena lahko črpajo kadrovske službe paradnih konjev našega gospodarstva, zaradi katerih je Novo mesto prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva. V prihodnje se bodo v šolskem centru osredotočili na razvoj novih in posodobitev obstoječih programov ter se še bolj posvetili kakovosti dela, je poudaril direktor Štefan David. Danes skoraj v Novem mestu na šolskem centru imamo vse programe. Kljub temu pa imamo 2 programa v rezervi, za katere se še prizadevamo, da jih pripeljemo. Eden izmed teh je mehatronika, drugi je pa inženirstvo avtoservisne dejavnosti. Prepričani so, da jo bodo v prihodnjih letih pridobili, s čimer bo ponudba višje strokovne šole še pestrejša. Tista dodana vrednost šole so pa dejansko predavatelji iz gospodarstva, ki izkušnje, katere pridobivajo neposredno v svojem delovnem okolju, potem prenašajo študentom in dejansko pred 20 leti, ko so bile višje strokovne šole ustanovljene in naša višja strokovna šola je ena od teh prvih 5, ki so pred 20 leti bile ustanovljene, so nastale ravno na pobudo gospodarstva in tudi v svojem izhodišču imajo zapisano, da se izobražuje kader za potrebe gospodarstva. Z vpisom v višješolske programe so zadovoljni, poudarja Štefan David, saj se je ta v minulih 2 letih povečal. Pa največ zanimanja in največji vpis je tradicionalno za področje strojništva, ker pa za nekako punce, če tako lahko rečemo, tukaj v jugovzhodni Sloveniji ni ravno dosti izobraževalnih programov, je pa področje kozmetike tisto, ki je pa najbolj zaželjeno in iskano, recimo so strani punc in je prav tako vsako leto v zadnjih letih vpis poln. To je v skladu s splošnim trendom povečevanja vpisa na področje tehnike in seveda to je odraz dobrega dela in razvoja našega gospodarstva na tem delu Slovenije. Tudi ta šolski center je nastal zaradi potreb gospodarstva naše regije in to sodelovanje temelj in osnova za naše izobraževanje. Ne nazadnje so oni tudi porabniki teh naših kadrov, zato je to načrtovanje in tesno sodelovanje pri izvajanju izobraževalnih programov nujno potrebno. Tu vidijo svojo kakovost in prihodnost, pa tudi številne priložnosti, dodaja. Izzivov se ne bojijo, ne nazadnje so njihovi kadri dobro zaposljivi, poudarjata naša sogovornika. Po končani višji šoli se nameravam zaposliti, čim prej diplomirati, glede službe pa že imam navezane stike. Tako je. Se pravi, da je šola dobro odskočila? Je, res je. Letošnje leto januarja smo delali raziskavo med našimi bivšimi diplomanti in smo s tem anketiranjem ugotovili, da jih je se 90% zaposlilo v prvih 6 mesecih po diplomi. In da je stvar bila še bolj jasna, smo od tistih 90% šli pogledati, kako hitro so se pa zaposlili in so dejansko prek 95% od teh 90 je reklo, da se je zaposlilo v 3 mesecih po diplomi. Tako da kader je zelo zaposljiv. 40% celotnega višješolskega programa namreč predstavlja praktično delo v podjetjih, s čimer se učinkoviteje vključijo na trg dela. Je tak kader tisti, katerega gospodarstvo tudi najbolj išče, kajti z nekimi visoko izobraženimi kadri, mogoče z področji, ki se zdaj v zadnjih letih izkazujejo kot, ki producirajo preveč visoko izobraženega kadra, se pokazalo, da si dejansko podjetja nimajo v takem obsegu kaj začeti. Medtem ko naši imajo tisto dodano vrednost, da so poleg tega, da so strokovno dobro podkovani, sposobni tudi voditi nek drug kader. In poslovne procese. Ker so zelo iskani, se večina tudi dokaj hitro zaposli, poudarja Forjan.
V šmarješki občini je bila prva šola ustanovljena pred 160 leti. Visoki jubilej so obeležili s prireditvijo, na kateri so učenci in učenke domiselno uprizorili zgodovino šolstva v različnih, tudi turbulentnih obdobjih. Znanju predana šola se je ob tej priložnosti z odkritjem kipa pridružila še vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga. Prva šola v Šmarjeti je bila v zasebni hiši ustanovljena na pobudo takratnega župnika Edvarda Polaka. On je bil v Šmarjeti do leta 1856, potem pa je šel na višji položaj v Krško in prav takrat se je ustanovila šola v Šmarjeti. Prvi učitelj je bil Ivan Zupanc. Šola je bila pa enorazrednica, v tem razredu je bilo tudi več kot 70 otrok. Leta 1867, 11 let po ustanovitvi, so šolo iz zasebnih prostorov preselili v jedro Šmarjete. To je bila pa hiša Franca Terana, to je stara šola v Šmarjeti, ki so jo prezidali, naredili so 2 učilnici in tako se je lahko potem pouk nadaljeval naprej. No, v tem času, ko je ta nova šola v bistvu bila kupljena, je prejšnji učitelj odšel. Na novo mesto, sem rekel, je bil postavljen Ivan Kaliger, to je bil v bistvu organist in je zelo dobro igral v cerkvi, pri ljudeh je bil zelo, zelo spoštovan. Pouk v šoli takrat ni potekal sleherni dan, dodaja Novak, ki se je poglobil v zgodovino šolstva v Šmarjeti. V šolo so hodili otroci takrat, kadar so imeli čas. To ni bilo nekaj kontinuiranega pouka, ne? V razredu so bili uspešni le posamezni učenci. Vendar Ivan Kaliger je v šolskem tovarišu, torej v bistvu v učiteljskem tovarišu napisal, da je tukaj ljudstvo omikano, da so recimo tisti, ki so hodili v šolo pred njegovim prihodom, že znali v večini brati in pisati. Na zdajšnjo lokacijo so šolo preselili leta 1970. No, to šolo so nekje postavili v letu in pol. Ta šola je bila zgrajena po projektu, ki je bil enak še za Mirno Peč, Šmarjeto in Škocjan. Tako in ta šola se je kasneje postala pretesna in tako se je dogradila leta 1990 in potem spet leta 2003. Šola z vrtcem, ki jo skupaj obiskuje skoraj 500 uka željnih mladih, je današnjo podobo dobila z dograditvijo 6-oddelčnega vrtca in energetsko sanacijo. Trenutno pa poteka ureditev nogometnega igrišča z novo atletsko stezo. Ja, zadovoljni smo s pogoji, ne poseben so še dobri pogoji v vrtcu, ker pač so prostori novi, pa tudi stari so pač preurejeni. V šolskem delu se seveda trudimo, da vzpostavljamo pogoje čim boljše. Učilnice imamo, ne glede na to, da gre za šolo iz leta 70, del iz 90 in 2-3, da imamo pač sodobno opremljene učilnice. V šoli, ki se danes ponaša z nazivi Eko, Zdrava, Planetu Zemlja prijazna in kulturna šola in je hkrati vključena v mednarodne projekte Comenius in Erasmus+, znanje mladim predaja 71 zaposlenih. Jaz sem prišla na to šolo meseca februarja in se tukaj res super počutim. Ravnateljica je odlična, učenci so prijetni, kolektiv je prijeten, prijazen. Okoliš je super, domačini so zelo, pomagajo, so zelo prijazni. Tako da resno si želim, da bi tukaj ostala v tem okolišu, tako da res se dobro počutim. Zdaj 10 let je doba, ki je zelo hitro minila. Generacije prihajajo in odhajajo, ljudje se staramo, pa tudi otroci. Zanimivo je predvsem to opazovati ta sam proces poučevanja, kako se spreminja. Že v teh 10 letih so korenite spremembe. Prav vse zaposlene v šoli in vrtcu, ki sta tesno vpeta v kulturni utrip kraja, odlikujejo vestnost, odgovornost in popolna predanost svojemu poklicu, dodaja ravnateljica. Ravno tako med nami nekako vlada prijateljsko vzdušje oziroma se zavedamo vsi, da je uspeh naših učencev odvisen od nas. Nekako delamo z roko v roki, delamo skupaj in nas nekako k ciljem vodi tudi skupna pozitivna energija. Šoli, v katero je občina v minulih letih za različne naložbe vložila več kot 4 milijone evrov, načrtov za prihodnost ne manjka. Predvsem si želijo dozidave in obnove šolskega poslopja.
kajti v nekaj naslednjih letih bomo zopet prišli v prostorsko stisko. Že podatek sam za letošnje šolsko leto, da imamo od 1. do 5. razreda 10 oddelkov in od 6. do 9. samo 4 oddelke, nakazuje, da je pač število otrok v Šmarjeti v porastu. V sklopu praznovanja so pred šolo odkrili še vrtljiv kip Marjetke z rastočo knjigo avtorja Francija Kocjana. Vzgoji in izobraževanju odgovornih ustvarjalnih učencev s poštenim odnosom do družbe ter odličnosti na vseh področjih globoko predana šola se je s tem simboličnim dejanjem pridružila vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga, ki nenehno spodbuja k osebnostni rasti, medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in dobremu in ki v zadnjih letih pridobiva vse širše mednarodne razsežnosti. Vedno več ljudi, vedno več šol, vedno več občin, vedno več društev se zaveda tega, da moramo vsak od nas narediti nekaj dobrega in pohvaliti tistega, ki nekaj dobrega naredi. In tako bomo napredovali vsi skupaj, ne? V Rastoči knjigi, v tem vseslovenskem projektu vidimo še eno priložnost, preko katere pri učencih pač vzgajamo te vrednote, ki jih vzgajamo že preko naše vizije in preko našega poslanstva. In jih razodeva slogan šole z znanjem odgovorno v svet. Deklica bo, tako kot vse deklice z rastočo knjigo, vsako leto zrasla za nekaj centimetrov. Vsako leto pač nameravamo izdati knjigo, brošuro, mogoče tudi koledar na temo vrednot. Kip Marjetke bo z eno kamnito knjigo zrasel že v kratkem. Še letos bodo namreč izdali zbornik osnovne šole in zloženko vrednot. Letošnji naziv Kmetica leta je šel na Dolenjsko, natančneje v Šentjurji, kjer že vrsto let živi Jelka Krivec, ki je tesno vpeta v delovanje Društva podeželskih žena Mirna Peč. Kmetica leta prihaja s kmetije v Šentjurju, ki ima 6 hektarjev obdelovalnih površin, 4 hektare gozda in 320 trt. Dela nikoli ne zmanjka, pravi. V spredju pa so kuhanje, čiščenje, vrt, njiva, travniki, hlev. Najrajši sem zunaj, najrajši sem na vrtu, na njivi, v hlevu, delo stroj me veseli. Seveda ji pri tem pomaga vsa družina. Zdaj, ki v penziji je mož glavni, pa sin, hčerka, zet, punca od sina. Na vsakem koraku jo spremlja tudi 15-letna psička Fika. Sicer pa, ko postori vse potrebno na kmetiji, pride na vrsto delo v domačem društvu podeželskih žena. Tukaj imamo pa razne izobraževanja, pohode, ekskurzije, družimo se, pripravljamo kakšne delavnice, kaj kuhamo, pečemo, tudi kakšne, imamo kdaj pa kdaj kakšne predavatelje, da nam kaj povejo o zdravstvu, o raznih stvareh, tako da uživamo v glavnem, ko smo skupaj. Že 8 let je tudi v upravnem odboru društva, v katerem so jo predlagali za kmetico leta. Ja, naša Jelka res izstopa med vseh, vedno je pripravljena skočiti v akcijo, zato je temu lahko rečemo. Pozitivno je naravnana, zna res prisluhniti, je, lahko rečemo, takoj za akcijo. Tudi druge motivira, pokliče, zorganizira, tako da res na njo se človek lahko zanese. Tudi priznanje za društvo, res smo ponosne, da pač imamo prvič na Dolenjskem zdaj kmetica leta in to v Mirni Peči. Društvo podeželskih žena res v bistvu veselje nepopisno. Naziv mi pomeni neka zahvala za minulo delo in pa velika motivacija za naprej. In kaj naredi žensko dobro kmetico? Jaz mislim, da prvi vrsti mora imeti veselje do zemlje, do živali, do dela nasploh. V društvu sicer pričakujejo, da bodo s tem v svoje vrste pritegnile tudi mlade. Verjetno to spodbuda tudi za mlade, da pač je to res lepo na podeželju, da se družimo, da se imamo fajn in to se mi zdi, da je zelo pomembno. Da pač kmečke žene skupaj držimo, se znamo poveseliti, se izobražujemo, družimo, se imamo fajn. V društvu, ki šteje 86 članic, se sicer ta čas pripravljajo na organiziranje državne razstave mirnopeških štrukljev prihodnje leto.
Marljive članice Društva kmečkih žena Suha krajina Žužemberk mnogi poznajo po razstavi suhokranjskih dobrot. V iskanju novosti pa so se pred 3 leti spomnile na ogled postaviti še razstavo potic, ki je bila letos prvič v telovadnici osnovne šole Žužemberk, saj je bilo zanimanje za prireditev, ki so je udeležil tudi predsednik države, veliko. Dobro založene mize so se kar šibile pod težo skrbno pripravljenih potic, ki so jih gospodinje, nekaj je bilo tudi gospodov, na državno ocenjevanje prinesle z različnih koncev. Potica je bila vedno prva sladica v Suhi krajini. Najprej je bila koruzna, s časoma se je naredila pšenična in zdaj je razno vrst, okoli 80 pravjede okusov. Tako da prevladuje pa orehova, pehtranova, cvirkova. Okusov je bilo res veliko. Med drugim je komisija ocenjevanje prejela tudi brusnično, masleno, lešnikovo, čemaževo in še nekatere. Vseh skupaj je bilo kar 62, od tega jih je 14 dobilo zlato, 29 srebrno, 19 pa bronasto priznanje. Potice so bile nasplošno dobre, kvaliteta se izboljšuje, tako da so vsako leto, se mi zdi, kar dosti kvalitetne. Strokovna komisija je bila pozorna zlasti na vonj, okus sredice in skorje, izgled, obliko ter elastičnost testa. Med ocenjevanjem so med drugim ugotovili tudi, da je bilo včasih v nekaterih poticah malo preveč maščob, res so zelo dobre, če je noter pregreta domača smetana, samo če jih je preveč, posebno pa v orehovih nadevih je to včasih kar majčkeno moteče in ne pride tako usklajen okus po osnovnem nadevu. Zlato priznanje je prejela tudi Štefka Vidic iz Straže, ki meni, da o pravem družinskem prazniku potica ne sme manjkati. Kot pravi, so za dobro potico potrebne dobre sestavine, pa tisto iz srca, pa potica rata. Potrebno pa je tudi, na prvo je volja, potem je, da imaš koliko dobra moka in vse ostale sestavine. Da si pripraviš moka, jajca, malo izdan surovo maslo, sladkorje malo, ki se rada zažge. Najboljšim je priznanje podelil predsednik države in na ta način izkazal spoštovanje, da gospodinje že leta ohranjajo dediščino naših babic ter jo dopolnjujejo z novimi znanji in izkušnjami. Potica je torej nekaj, kar določa našo identiteto. Je več kot samo neka okusna, tradicionalna slovenska jed, ne samo naša, jo pa Slovenci imamo zelo za našo in po njej tudi slovimo. Včasih je imela potica sicer veliko večjo vrednost, kot jo ima danes. Pred približno 200 let je bila prva v Suhi krajini potica in je bila samo za veliko noč in za božično večer. Tako da so tudi revniški sloji so se sposodili, samo da je bila potica praznično in da je dišalo po hiši po potici. Dobra potica je tradicija in blaginja v družini, pravi predsednica Zveze kmetic Slovenije, ki še dodaja, da je potica poznana tudi izven naših meja. Ja, tudi druge imajo, sicer mogoče majčkeno drugače rečejo, malo drugačen naziv in prav zaradi tega si jaz res želim, da bi našo potico tudi zaščitili, da nas ne bo kdo prehitel. Članice Suhokranjskega društva so ob koncu predsedniku pripravile še presenečenje. Povabile so ga, da z njihovo pomočjo razvalja testo za potico in nanese nadev. Predsednik si je nadel društveni predpasnik, zavihal rokave in se lotil dela. Ne glede na to, da so mu vsi gledali pod prste, mu je šlo dobro od rok. Pravi pohodniški praznik in zaključek pohodniške sezone že 3 desetletja predstavlja Levstikov pohod od Litije do Čateža, ker na Martinovo soboto s prireditvijo Razhodnja vedno združijo prijetno s koristnim, pozdrav mlademu vinu in slikovit pohod v naravi. Kljub dežju dan prej, ki je dodobra razmočil 22 km dolgo traso, se je pohoda udeležilo veliko ljudi z vseh koncev Slovenije. Ja, normalno se da. Samo malo je blata, ampak nič hudega, nič nepretresljivo. Če je vola dobra, če je vse super. Zelo lepa pot je. Sploh ni blata veliko, tako da je normalno, vsekakor. Seveda se da. Super je. Si kljub temu, da je umazano blatno, ampak vseeno gre. Bolj težko za blato, ampak malo po gozdu, drugače pa v redu, nobenega problema. Trasa vam je všeč, malo po gozdu, malo po cesti? Malo gor, malo dol, malo po gozdu, super trasa. No. Tako da, če misliš, kaj je rekreativno pohod,
je super. Se boste še vrnili potem? Mislim, da, upam, ja. To je prvič, verjetno skoraj sigurno, ker gremo po teh trasah večkrat, si zbiramo te poti in mi je všečno, bom še šel, ni problema. Super pohod, res super pohod. Jaz sem od Avstrije, sem ta prvi zraven, res fan. Pred 30 leti je na zamisel o pohodu prišla skupina študentov. V vseh teh letih pa je zrastel v enega najbolj priljubljenih in obiskanih pohodov v Sloveniji. V teh 30 letih smo imeli že vsakršno vreme, od 30 cm snega do veliko več padavin kot včeraj in danes, tako da smo bili vedno zadovoljni in tudi na jubilejnem lahko rečem, da smo zadovoljni, kajti kljub takemu vremenu je še vedno prišlo prek 4000 pohodnikov. Na cilju na Čatežu pohodnike vedno pričakajo topli ljudje in zanimivo dogajanje. Na Čatežu za štart, za osnovo dobijo brezplačni čaj. Letos smo pripravili eno retrospektivo novih razglednic Čateža, tudi te lahko dobijo. Potem pa imamo gostinsko ponudbo v organizaciji čateških društev. Vse, kar se tukaj dogaja, so prostovoljci, se trudimo, da bi na tak način nekaj prispevali k tej prireditvi, obogatili. Vse je domače, vse je kvalitetno in vse čaka prijazno na pogostitev naših pohodnikov. Trasa pohoda je precej razgibana, na njej pa pohodniki vidijo marsikatero zanimivost. Na nek način je Levstikov pohod nastal edini pohod, ki je nastal tedaj že na osnovi neke literarne predloge, konkretno Levstikovega potopisa, literarnega programa. Hkrati je zaključek pohodniške sezone, predvsem pa, kot je dejal akademik Ciril Zlobec v letošnjem intervjuju za revijo Levstikova pot, da je takrat v 19. stoletju Levstik prebujal Slovence, da Levstikova pot jih pa združuje in da ljudje nehote ne uživajo samo ob zidanicah in ob tej hoji, ampak tudi na nek način podoživljajo preteklost, sedanjost in prihodnost. V vsej svoji zgodovini se je na pohodu dogajalo marsikaj. Pohod ima vedno svoje vzpone in padce. Prvi je vreme. Na začetku je bil v primerjavi z 15 tisočimi, 17 tisočimi v najboljših letih par tisoč, oziroma začelo se je s par 100. Potem je pa pač odvisno tudi od tega, kako so ljudje namenjeni, kdaj je ta termin in kako se razvijajo prireditve drugod. Pohodnih poti je danes veliko. Ob tovrstnih priložnostih pa pri organizaciji prireditev Čatežani vedno stopijo skupaj. Čatežani smo zelo povezani med seboj, zelo radi organiziramo kakšne prireditve, kakšne kulturne dogodke, mogoče manjše, večje, ampak mislim, da radi sodelujemo med sabo in nam tudi lahko potrkamo od belez, da tudi uspeva. Od 92-93 leta služi temule namenu, kjer so cilji. Danes imamo v Čatežu 8 društev, v Čatežu je pa 500 ljudi. Vsi smo danes tukaj, smo se kar nekaj časa trudili za to, da bi se danes lepo imeli vsi skupaj. Na Čatežu je pohodnike pričakal tudi velik napis, ki najavlja, da bo naslednji teden cvička zopet v Trebnjem, in sicer od 26. do 28. maja 2017. In s tem smo prišli do konca Dolenjskega obzornika. Nove vsebine že pripravljamo, zato bodite z nami spet čez 14 dni, do takrat pa bodite lepo.